20-letna Barbara je prvič tekmovala za slovensko reprezentanco kot 11-letna deklica. Od takrat je v mladinski konkurenci dosegla vse. Zlato kolajno na evropskem in svetovnem prvenstvu. Tudi nastop na olimpijskih igrah je ni razočaral. Jemlje ga kot pripravo za naslednje v Braziliji, kjer bi lahko segla po kolajni. Cilji za naprej so, da dvignem tehnični nivo ter nivo moči in da pridem na 70 metrov, ki je taka magična meja za žensko met kladiva. S temi 70 metri bi bila v vseh finalih. Do konca avgusta ima počitnice, septembra pa spet začne s treningom. Po njenem prepričanju ima najboljšega trenerja na svetu, Vladimirja Keva, manj sreče pa ima z vadbenim prostorom. Po zimi trenira v prostorih zaprte blagovnice Brežičanka. Prizadevamo si, da bi letos v jeseni preuredili naš športno dvorano oziroma balon pri osnovni šoli, kjer bi naredili iz nekako improvizirano atletsko dvorano, kjer bi bila tudi mreža za mete. Brežiška občina je veliko vložila v športno infrastrukturo. Brez atletskega stadiona najbrž ne bi bilo vrhunskih rezultatov Primoža Kozmusa in njegove naslednice Barbare Špiler, pravi župan Ivan Molan. Sicer pa je vloga občine pri podpori vrhunskih športnikov omejena. Prek pravilnika, ki ga imamo, ki financiramo vse športne klube, tudi nekako zagotavljamo tisto osnovo, trenerje in pa druge stroške, ki se pokrivajo. Špilerjeva kot vrhunska športnica pa bo potrebovala lastnega sponzorja, dodaja Molan.